Lepo pozdravljeni, to je Relacio Synodi, to ni moje predavanje, to je to sinodalno poročilo, ki so ga sinodalni očetje na koncu vročili papežu Frančišku. To je moja danes drugo taka okrogla miza ali pa taki dogodek. Bil sem tudi v Cankarjevem domu ob 3, kjer smo predstavljali knjigo Nova levica in krščanstvo. Bilo prav zanimivo, izkušnja je bila tudi tisto. Torej, jaz bom nakratko malo o sinodi kot o sinodi spregovoril, morda ne toliko prav o temi družine, ker bomo potem to itak še razvijali. Ne? Ta sinoda, to je 14. redna, je sledila sinodi o novi evangelizaciji. Benedikt XVI je nekako svoj pontifikat zaključil s sinodo o novi evangelizaciji. Frančišek pa je začel s sinodo o družini. In se s tem tudi naveže na Janeza Pavla II., ki je prav tako svoj pontifikat začel s sinodo o družini. Očitno družina, Janez Pavel II., ki je papež nove evangelizacije, za njegovega časa, njegovega pontifikata se je začelo o novi evangelizaciji govoriti. Torej, očitno sta družina in nova evangelizacija tesno povezani. Ko rečemo nova evangelizacija, govorimo tudi o prihodnosti cerkve, o prihodnosti krščanstva v Evropi, v Sloveniji, v svetu. Zlasti pa v Evropi in v Sloveniji. Tesno sta povezani nekako, kakor da bo usoda družine je enako usoda nove evangelizacije. Opažamo v krščanskih družinah, po župnijah, jaz sem župnik seveda najprej, tisti moj kurikulum vitae moram malo pregledati, da je polno nekih notri stvari napisanih. Torej, kaj sem hotel reči, sinoda nove evangelizaciji in potreba po novi evangelizaciji so razkrili, da stoletja dolgo, ne bom rekel tradicija, ampak pač stoletja dolgo je bilo samo po sebi umevno, da je vera iz starejšega rodu šla na mlajši rod. In skozi pač procese verske socializacije, tako imenovane. Zdaj pa to ni več samoumevno. Ne samo župnije in župniki, ampak predvsem družine ne zmorejo prenesti vere na mlajši rod. Katoličanom se dogajajo, če povem grobo, ateisti v domači hiši. Ali tudi drugače. Vzporedno katoličanom se dogajajo otroci, ki se nočejo poročiti, ki ne verjamejo v zakrament svetega zakona ali pa ki nočejo neke stabilne oblike. To se dogaja znotraj katoliških družin. In to tesno prenos vere in družinsko življenje, to so neke intimne povezave nekje spodaj. In zadnji 2 sinodi, torej o novi evangelizaciji in družini, se tega dotikata. Samo da vidimo nekje, kje smo mi v tem loku, ne, zdaj v zgodovini cerkve, ki jo bodo pisali čez 100 let. Mi je zdaj ne moramo pisati, ker jo živimo. Ne? Čez 100 let bodo bolj jasno videli in bodo rekli, ja, takrat, okoli leta 2000, pa začelo v cerkvi razmišljati o novi evangelizaciji, pa o družini. In tudi v družbi so bile bitke za družino. Gremo k sami sinodi. Sinoda je torej vsebinsko ni novost, ker ponavlja sinodo o družini, ki jo je Janez Pavel II. Imel. Je pa ta sinoda, Frančiškova sinoda, če tako rečem, novost po enih postopkih. Prvo, kar bi rekel, Frančišek zelo stavi na sinodalnost, v veselju evangelija to tudi jasno pove. Ne samo na sinodalnost, ampak on celo uporabi iz politične teorije en termin, ko reče, ne vsega pričakovati od papeža, gremo delati v smeri zdrave decentralizacije. Torej, več se pogovarjamo in več sprejemajmo odgovornosti tam, kjer smo. To leti seveda na krajevne škofe. Papež nekako, vsaj tako zgleda po nekaterih izjavah ali pa v veselju evangelija,
hoče biti manj papež, kot smo ga bili vajeni doslej, krajevni škof pa naj bo bolj krajevni škof, kot smo bili vajeni doslej. In znotraj tega so tudi ti procesi sinodalnosti. Kaj je sinoda? Sinodalnost, to je, jaz tako rečem, tako da takoj razumemo, to je pobožna sestrična od demokracije. S poudarkom na pobožna. Nekdo preveč upov gojil, nepotrebnih. Pobožna sestrična od demokracije. Sinodalnost je enostavno, ko se verni ljudje v molitvi in skupaj s Svetim Duhom, kot pravijo apostolska dela, pogovarjajo, odločajo o nekih temah, ki se tičejo življenja cerkve. To je ena taka osnovna oblika sinodalnosti. In lahko jo razvijamo v župniji, lahko jo razvijamo v škofiji, lahko jo razvijamo na ravni vesoljne cerkve. Potem ta sinodalnost seveda dobi neko kanonično pravno obliko, to pa je ta škofovska sinoda, ki je, seveda to ni parlament, ki je še vedno posvetovalno telo. To, da imamo močno sinodalnost, ne pomeni, da voditelj več ni voditelj, ampak na koncu težo odločitve nosi voditelj. V tem primeru te sinode bo težo odločitev in zaključni dokument nosil Frančišek, papež Frančišek. On bo tisti, ki bo sprejel odgovornost, kaj bo zapisano in kaj bo iz te sinode prešlo naprej. In to je tudi povedal sinodalnim očetom. Kakorkoli pa vendarle on napoveduje za naprej bolj razgibano to sinodalno življenje in več sinodalnosti. Kako bo to izgledalo, bomo še videli. Tudi papež Frančišek se mi zdi, da malo tehta, kako in kaj. Mojca Širok, ta dopisnica iz Rima, je rekla, da on vrže kamen v ribnik, potem pa skrije roke. Ko se razburkajo vode, pa se skrije roke. Ne? Malo opazuje, tehta, kak pa kaj, ne. Kakorkoli že vidimo dva postopka, na postopkovni ravni bi rekel, ali pa v stilu te sinode dva, taka, ki sta neke vrste novost, ali celo lahko rečemo napredek. Prvi je tako imenovana paresija, ali odprti govor, krepost odprtega govora. Gorbačov je temu rekel glasnost. Takrat, ko je bila perestrojka, je bila tudi glasnost, se spomnite v 80-ih, drugo polovico 80-ih. Gorbačov, po njegovi pač ni dovolj perestrojka, reforma, če hočemo boljšo družbo, moramo odprto govoriti, glasnost. Ne? Se moramo pogovarjati in tudi kritizirati in vse to. Drugače reforma ne uspe, če ni odprtega pogovora. No in k tej paresiji, k tej glasnosti, k tej odprtosti v pogovoru je papež Frančišek direktno spodbujal. In zato se je tudi na sinodi bolj kot na prejšnjih zgodilo, da so se škofje bolj jasno izjašnjevali ali se celo, kot je izgledalo, formirali v tabore, v dva tabore. Se ti tabore vedno so, ne? Samo zdaj so pač bili razvidni. So bile novinarske konference, so bile publikacije, se je nekako lahko določilo, lider enega taborja je ta, lider drugega je ta in nekako se je to videlo. No? To, po mojem mnenju, je to dobro, da presežemo tisto kulturo, ki je v cerkvi tako rada prisotna, jaz imenujem kulturo užitka v konspirativnosti. Ta prave stvari se pa zmenimo na hodniku, ne? Ta prave. Tisto, kar se za mizo menimo, kar gre v zapisnik, tisto tak. Torej, da presekamo s tem užitkom konspirativnosti ali pa nekih posvečenih za posvečene teme, nekako tak. Ne. Drugo, kar pa je z vidika pastoralne teologije zanimivo, pa je, da je papež Frančišek ob tej sinodi na nek način rehabilitiral pastoralno metodo videti, presoditi, delovati. To je bila pastoralna metoda, ki so jo začeli v francosko govorečem svetu, v Belgiji, po prvi svetovni vojni nekateri škofje razvijati, torej ne moramo več samo vzeti dokument cerkveni pa reči, zdaj pa gremo tako delati, kot v cerkvenem dokumentu piše, ampak vidimo najprej situacijo, če je treba tudi s pomočjo humanističnih znanosti, kot so sociologija, psihologija in podobno. Analiziramo situacijo, jo presodimo v luči Božje besede, seveda, ne, in presoditi, potem si zastavimo neke cilje, neko delovanje. Ta metoda je pred drugim Vatikanskim koncilom bila zelo gor vzeta pri papežu Janezu 23.
Potem nekako je čutiti v dokumentu Gaudium et Spes, Cerkev v sedanjem svetu, tem pa srednjem dokumentu. Potem po drugem Vatikanskem koncilu pa je šla malo v zaton, tudi zaradi zlorabe se strani teologije osvoboditve. Ki je potem ta moment videti situacijo, teologija osvoboditve, ta moment videti, analizirati situacijo je preveč poveličevala, kot da bi ti zdaj situacija iz sociološke situacije ti direkt lahko razbiral Božjo voljo. Znamenje časov, o katerih govori drugi Vatikanski koncil, pač ta bolj leva linija interpretira skoraj tak. Ta leva, ki se je potem v teologiji osvoboditve pač skristalizirala. Čeprav sam ustanovitelj teologije osvoboditve Gustavo Gutierrez ni bil nikoli, njegov nauk ni bil nikoli obsojen strani Vatikana. Bolj so potem drugi nastradali, ki so pretiravali. Torej, in je potem, kdor je potem začel govoriti o analizi stanja, pa malo sociologije uporabljati, je že bil malo v sluhu marksizma. In se je potem ta metoda videti, presoditi, delovati pač odrinila stran. Zdaj se je s papežem Frančiškom vrnila. Naslednja sta sinoda je doživela klasični šok, ko ga zdaj doživljajo cerkveni dogodki, torej od koncila naprej. Včasih so na koncile, na papeške odločitve vplivali cesarji in naš Avstro-Ogrski je imel težo, recimo. Danes so to mediji. In od koncila naprej doživljamo to, da mediji si zastavijo skoraj da neko strategijo, kako bi vplivali na cerkveni dogodek. In obstaja izraz za koncil že, da obstaja en medijski koncil in en pravi koncil. Tudi v tej sinodi se nam je zgodila ena medijska sinoda in ena prava sinoda. Medijska sinoda, ki so jo peljali pač bolj to, najbolj se to videlo na teh istospolno usmerjenih, kot da je to skoraj da glavna tema ali kot da se bo tu največ okrog te teme moralo povedati. In ta medijska sinoda je na koncu bila poražena. To zadnje, to sinodalno dogajanje je zdaj potekalo dokaj mirno, brez tistih hudih šokov, kot je bilo najprej napovedano. Torej, cerkvena sinoda je bila cerkvena, ne toliko medijskega, tak se meni zdi na koncu. In tisto, kar je oni monsignor iz Kongregacije za nauk vere Karamsa ali Haramsa, ko je 2 dni pred začetkom sinode, oziroma 3 dni pred začetkom sinode, obelodanil, da je homoseksualno usmerjen in da ima partnerja, čeprav je on bil v ekipah, ki so pisali cerkvene dokumente prej, torej papeški teolog, tam, v službi tam, in potem se s tem svojim partnerjem pred svetovnimi mediji, govorim CNN, se pravi svetovni mediji, se je potem še malo objemal v kolarju. To je bil očitno en taki poskus, bi rekel tudi medijske sinode, da bi premagala cerkveno sinodo in da bi vsilila sinodalnim očetom neko temo, ki je minorna. Tema homoseksualcev je ena minorna tema, čeprav je ideološko zelo agresivna. To se je potem na sinodi pokazalo, koliko o družini imamo zapovedati, ne da bi se sploh spomnili te problematike istospolno usmerjenih. Še tako, da zaključim, kaj še lahko rečemo o sinodi. Ja, lahko rečemo, da je tudi ta papeževa linija, teološka linija, ki je on napovedal 17. marca z balkona, med Angelesom z balkona, tam z balkona Apostolske palače, ko je rekel, da predlaga v branje knjigo Usmiljenje kardinala Walterja Kasperja, je naredil reklamo za to knjigo. Ampak on, papež Frančišek, ni teolog in pač nič narobe, če se tak papež, ki ni strokovnjak, teolog v neki stvari, pač tudi naslonjen kakšnega teologa, on se očitno na Kasperja. In na to teologijo osmiljenja. Tako da je sinoda tudi pokazala, bi rekel, to smer osmiljenja, ki je Frančiškova smer, tipična, in bi lahko tudi bila malo kot sinoda izgubljenega sina ali izgubljene hčerke. Vse tako je tisto prvo izredno zasedanje kazalo, ko je v osrednji fokus prišlo to vprašanje ločenih in ponovno poročenih, ki pa je spet zdaj v drugem dogajanju oziroma v redni sinodi prejšnji mesec
šlo v ozadje, več ni bilo tako spredaj. Evo, tako sem malo kronike povedal, malo ozadje, toliko da še poslušamo druge, ki bodo morda več o sami vsebini. Hvala. V tem prispevku, ki bo do neke mere podoben temu, ki smo ga prej slišali, morda se bom bolj fokusiral na tiste problematične točke, bi rad nanizal nekaj temeljnih ugotovitev o letošnji redni sinodi o družini. Ko si bomo ogledali teh nekaj osnovnih koordinat, bomo lahko bolje razumeli, v kako kritičnem trenutku se nahaja cerkev in kakšni scenariji nas čakajo v bližnji prihodnosti. Dejstvo številka 1, ki je bilo že prej omenjeno, 2 tabora. Prva ugotovitev, ki jo je treba glede sinodalnega dogajanja imeti jasno pred očmi, je, da sta se na sinodi spopadla 2 tabora znotraj cerkve, od katerih se je eden strnil okrog predlogov, ki jih je kardinal Walter Kasper predstavil na konzistoriju kardinalov pred lanskim izrednim zasedanjem sinode o družini. To je bilo februarja lani. Gre zlasti za predlog o delitvi, smo že prej slišali, predlog o delitvi svetega obhajila ločenim in ponovno poročenim, kateremu se je pridružil kasneje še predlog o pozitivnem vrednotenju istospolnih zvez in potem v zadnjem času še predlog o pozitivnem vrednotenju kontracepcije. To so bili tisti najbolj problematični elementi, ki so se okrog sinodalnega dogajanja nekako nam ga zgrnili. Drugi tabor pa se je združil v obrambo dosedanjega nauka glede teh vprašanj. Nauka cerkve, seveda. Nekateri bi radi to osnovno dejstvo sinode, to je obstoj 2 taborov, zanikali ali minimalizirali, ali ga predstavili kot medijski konstrukt. Mislim, da se to sicer v zadnjem času ne pojavlja več toliko, ampak je bilo zelo popularno morda še lani. Običajno so to počeli pripadniki kasperjanskega tabora, da bi zakrili njihovo, po mojem mnenju, da bi zakrili njihovo heterodoksno namero in odvrnili pozornost javnosti od nje. Vendar se je sedaj v okviru sinodalnega dogajanja nabralo dovolj izjav škofov in kardinalov, ki sami potrjujejo obstoj tega spopada, torej ne moramo reči, da gre zgolj za medijski konstrukt. Posebno jasno se je zoper kasperjansko usmeritev oglasil z javnimi izjavami že pred redno sinodo poljski in afriški episkopat. Prikazi sinode, ki želijo sinodalno dogajanje prikazati kot rutinski, zgolj formalni dogodek, kjer je bilo na delu že vnaprejšnje strinjanje glede obravnavanih vprašanj, torej niso v stiku z resničnostjo dogodkov. To je torej bilo prvo dejstvo. Imeli smo tu dejansko 2 tabora. Povsem jasno, evidentno. Drugo dejstvo je, da eden izmed teh 2 taborov, kasperjanski, je heterodoksen. Zgleda, da ni namreč odveč poudariti, da kasperjanski tabor predstavlja stališča, ki so v nasprotju s tozadevnim dokončnim naukom cerkve o veri in morali, kakršen je bil nazadnje celovito predstavljen v okrožnici papeža Janeza Pavla II. Familiaris Consortio iz leta 1981. Gre za nauk, ki je dokončen in zato tudi nespremenljiv. Spremeniti ga ne more niti papež sam, če bi hotel, ker če bi ga spremenil, bi pomenilo, da so se motili njegovi predhodniki, kar pa je ravno v nasprotju z naukom, da učiteljstvo cerkve vodi in spremlja Sveti Duh, ki je Duh resnice. Če bi kdo mogoče k temu pripomnil, mogoče se vam zdaj poraja v mislih takoj ta pomislek, da je dokončen le tisti nauk, to večkrat slišimo, ki ga papež izreka ex cathedra, torej z javno in slovesno razglasitvijo ter definiranjem določenega nauka, ta pozablja, da to področje ne določa le dogmatična konstitucija iz prvega Vatikanskega koncila, torej iz leta 1870 Pastor Eternus, pač pa tudi dokument Kongregacije za nauk vere, ta je morda malo manj poznan, iz leta 1998, v katerem je pojasnjeno, da so sicer res nezmotljivi, to je ena distinkcija, ki je pomembna, ampak nezmotljivi le nauki, ki jih papež izreka ex cathedra, da pa so dokončni, se pravi definitivni, nespremenljivi, tudi vsi tisti nauki, ki jih papež ne podaja v pogojniku ali želelniku v okviru svojega rednega učiteljstva, ki jih torej podaja kot brezpogojno resnične ali pa kot vsebovane v Božjem razodetju. Kar zadeva predloge iz kasperjanske strani, je jasno, da je papeško učiteljstvo na brezpogojen način opredelilo celo kot notranje zlo, tako kontraceptivno kot homoseksualno prakso.
Kot notranje zla, mislim, da poznamo ta izraz, kot notranje zla so definirana dejanja, ki v nobenem primeru in v nobenem smislu ne morejo biti dobra. Ne glede na to, kakšen cilj imajo, pa tako naprej. Osrednji Kasperjev predlog o podeljevanju svetega obhajila ločenim in ponovno poročenim pa nasprotuje neposredno novozavezni razodeti resnici, kot jo je učila Cerkev skozi stoletja, in sicer nauko o tem, da je ločenost in ponovna poročenost smrtni greh, ki se mu reče prešuštvovanje. To v Markovem evangeliju, 10. poglavje, Lukovo evangeliju, 16. poglavje in prvo pismo Korinčanov, 7. poglavje, ter nauko o tem, da je prejemanje svetega obhajila v stanju smrtnega greha, torej tudi v stanju ločenosti ponovno poročenosti, nadnaravno pač škodljivo za tistega, ki ga prejema. Prvo pismo Korinčanov, 6. poglavje. Tudi je kardinal Kasper v argumentaciji svojega predloga skušal prikazati, da je v času patristike Cerkev pripuščala ločene in ponovno poročene k obhajilu, pa so poznavalci kmalu prepoznali za zmotno in zavajajoče branje nekaterih patrističnih besedil. To je bilo torej drugo dejstvo, da eden izmed teh dveh taborov pač je heterodoksen. Žal, je tako. Tretje dejstvo, manipulativnost vodstva sinode. To je tretje problematično jedro tega sinodalnega dogajanja. Marsikakšen prikaz sinodalnega dogajanja noče priznati še enega izmed ključnih dejstev v zvezi z njim, in sicer, da je vodstvo sinode naredilo kar nekaj potez, ki nedvoumno kažejo na voljo po manipulaciji sinodalnega procesa v prid kasperjanskih tez, torej teh heterodoksnih. Marsikdo želi to dejstvo pomesti pod preprogo, češ da je ocena pretirana ali pa se znova le medijsko konstruirana. Tu bi navedel le delo vatikanologa Edwarda Pentina, katoličana, z naslovom The Rigging of a Vatican Synod, se pravi režiranje Vatikanske sinode, z vprašajem. Delo je šlo tik pred letošnjim rednim zasedanjem sinode in prinaša 30 elementov, ki kažejo na manipulativne apetite vodstva sinode v teku lanskega izrednega zasedanja. Tudi sestava vodstva letošnjega rednega zasedanja, zlasti skupine, zelo pomembne skupine, ki naj bi napisala končno poročilo, ki ga je imel prej pater Branko v rokah, je bila močno nagnjena v prid kasperjancem, in sicer približno za 7:3, v najboljšem primeru. Iz teh in drugih dokaj nedvoumnih indicev o tem, kako je sinoda generalno zastavljena, je 13 kardinalov, naj bi bilo 13, potem 11, 12, 13, ob začetku sinode napisalo papežu zaskrbljeno zasebno pismo. To je bil morda tisti najbolj šokantni dogodek, recimo v sinodi, to pismo 13 kardinalov, verjetno ste zanj ga slišali, torej, ki je vsebovalo prošnjo, naj sveti oče poskrbi, da bo sinodalni sklepni dokument dejansko izražal mnenja in stališča večine zbranih sinodalnih očetov in naj ne postane plen dobro organizirane in dobro situirane manjšine, ker lani se je v teku lanske izredne sinode to umestno poročilo, kot vemo, ni bilo izraz stališč, kot so sami kardinali, potem torej, sinodalni očetje povedali, ni bilo izraz stališč razprave v dvorani, ampak pač tajništva sinode. Zlasti, recimo, nadškof Bruno Forte je določene izjave o homoseksualcih pač vnotar upisal, ki se o tem niti pogovarjali niso. Pobudnik pisma, katerega vsebina je kmalu proniknila v javnost, je bil avstralski kardinal George Pell, se pravi, imamo avtori so se izrekli v tem pismu, ne gre za nek konstrukt, za neko, ne vem, morda so pisali, morda niso, stvari so v tem smislu potrjene. Lahko si mislimo, da se tako število kardinalov ne bi izpostavilo, če bi indici o manipulativnosti vodstva ne bili zelo resni. Dejstvo številka 4. Večina na sinodi ni podprla kasperjanske strani, smo slišali tudi prej, ko je pater Branko povzemal dogajanje. Pismo 13 kardinalov je doseglo svoj temeljni namen, ki je bil izražen v prošnji papežu, naj vodstvo sinode omogoči sinodalnim očetom glasovanje sklepnega dokumenta po posameznih odstavkih, da ne bi se noter vključilo nekaj pač tak naknadno, skratka, da bi se glasovalo po posameznih odstavkih, kaj bo objavljeno kot zaključno poročilo. In naj sama skupina, druga prošnja je bila, naj sama skupina zadolžena za pripravo dokumenta upošteva pač dejanski potek razprave v dvorani.
Vodstvo je ugodilo obema željama. Na začetku ni bilo jasno, veste, ni bilo jasno niti ali bo neko zaključno poročilo, ali bo glasovano, kako bo glasovano. Ne? Skratka, če poslušate generalnega tajnika, kardinala Baldiserija, na začetku sinode so vse te stvari bile vse še zelo nejasne. Ne? In zato so teh 13 kardinalov zahtevalo tu neko bolj transparentno ravnanje, demokratično. Skratka, glasovanje je pokazalo, da sinodalna večina ni naklonjena kasperijanskim smernicam, zato v zaključnem poročilu ni niti omenjeno obhajilo ločenim in ponovno poročenim, prav tako ni niti omenjeno pozitivno vrednotenje homoseksualne prakse in kontracepcije, kot smo slišali prej. Rezultat letošnjega sinodalnega procesa je torej zelo podoben lanskemu rezultatu lanske izredne sinode. Episkopat je izrekel svoj jasen in glasen ne kasperijanski strani. A dejstvo številka 5. Dvoumnost sklepnega besedila. Za kasperijance, za katere iz že navedenih razlogov sklepam žal, da bodo prišli v cerkveno zgodovino kot ena izmed tolikih krivoverskih sekt iz preteklosti, kot denimo arijanci, pelagijanci, sabeljanci, novacijanci, kasperijanci, tudi ta ponovni sinodalni ne ni dovolj jasen in niti dovolj glasen. Iz dejstva, da v sinodalnem besedilu kasperijanski predlogi niso niti omenjeni, sta namreč, če pogledate po internetu, izjave, kardinal Kasper in kardinal Marx potegnila svoj vrsten zaključek, da sinoda pušča odprta vrata tem predlogom po logiki, da kar ni bilo izrečeno, tudi zanikano ni moglo biti. To se morda zdaj sliši smešno, ampak če pogledate izjave, je dejansko tako. Pa ne le zato, ampak tudi zato, ker ne samo po tej logiki, kar ni bilo izrečeno, tudi zanikano ni moglo biti, pa tudi zato, ker 85. točka zaključnega poročila, to je najbolj problematična točka zaključnega poročila, je 85. točka. Gre za točko, ki je med vsemi dobila najmanj glasov, 178, se pravi za en glas nad zahtevano dvotretjinsko večino, ki je 177 glasov. Uporablja zelo nejasen jezik v zvezi s pastoralo ločenih in ponovno porečenih. Namreč, v 84. točki prej, ki je tu dobila relativno malo glasov, namreč piše, da je potrebno razločevati katere izmed oblik izključitve ločenih in ponovno poročenih na liturgični, izobraževalni, pastoralni in institucionalni ravni je možno odpraviti. To je 84. točka. V najmanj glasovani 85. točki pa dalje piše, da to razločevanje tudi z ozirom na različno stopnjo krivde glede ločenosti in ponovne poročenosti naj opravi duhovnik, ki spremlja ločene ponovno poročene, ob upoštevanju nauka cerkve in navodil ordinarija. Pri tem je omenjen tudi, ne prav jasno, ampak vendarle, proces pokorjenja. Iz vseh teh elementov se zdi, da 85. točka ne izključuje, vsaj kardinalu Kasperu pa Marksu se zdi, da ne izključuje vnaprej Kasperjevega predloga, da bi po določenem spokornem procesu določeni ločeni in ponovno poročeni bili pripuščeni k svetemu obhajilu. Edini element, ki to izključuje, je omemba, da je treba pri tem razločevanju, ki je stvar spovednika in njegovega ordinarija, upoštevati nauk cerkve. A zdi se, da kasperijanci nimajo težave nauk cerkve zrelativizirati do neprepoznavnosti, kot je kardinal Kasper do neprepoznavnosti izmaličil patristično stališče, mimogrede zelo strogo, do problema ločitve in dvoženstva. Zato se zdi, da v njihovih očeh jim je sinoda nekako dala zeleno luč. Smo v situaciji, ki bi lahko rekli, če opustimo tako, kot je, de facto schizma. Se pravi, del cerkve, recimo nemški, razume to sinodo, kot da je požegnala kasperijanske predloge. In oni, kot vemo, že izvajajo podeljevanje svetega obhajila ločenim ponovno poročenim, zdaj pa imajo občutek, da jim je sinodalno besedilo to nekako preprosto to potrdilo. No, če zdaj od teh 5 dejstev, ki sem jih navedel, preidemo k scenarijem prihodnosti, k temu, kaj se bo zdaj v bližnji prihodnosti zvrstilo pred nami iz te situacije, ki, kot vidite, ni ravno rožnata, pridemo do sledečih ugotovitev.
Na potezi je sedaj vsekakor papež Frančišek, ki izgleda, da bo po zagotovilih državnega tajnika kardinala Petra Parolina v kratkem napisal posinodalno spodbudo, v katerem bo gotovo tako ali drugače naslovil ta vprašanja. Nekateri napovedujejo, da se bo papež preprosto postavil na stran kasperjancev. To ne trdi kdorkoli, to trdijo zlasti na osnovi nedavnega članka urednika revije Civiltà Cattolica, patra Antonija Spadara, jezuita, ki velja za enega papeževih najtesnejših sodelavcev. In ta članek nekako napoveduje izid, ki sem ga omenil. Srhljiv izid. O tem, kaj bi se zgodilo v takem primeru, če bi papež z dokončnim naukom zanikal dokončni nauk svojih predhodnikov, skušam preprosto čim manj razmišljati in to zaradi drže, ki Dante reče reverenza delle somme chiavi. Upam skratka, da je to le hipotetična možnost, da se pater Spadaro moti. Dejansko bi bil to unikum v celotni zgodovini cerkve. Zaupajmo Svetemu Duhu, da do tega ne bo prišlo, ne glede na to, kaj piše pater Spadaro. Želeti bi si bilo seveda vse kaj drugega, in sicer, da bi papež presenetil celo svoje najtesnejše sodelavce, upajmo, da bo, in pod navdihom Svetega Duha v posinodalni spodbudi preprosto znova potrdil dokončni nauk cerkve glede teh vprašanj. Še več, želeti bi si bilo, in tu govorim kot oče 5 sinov, skratka tudi seveda z neko osebno izkušnjo, želeti bi si bilo posinodalno spodbudo, ki bi se poleg priznanja kritičnega stanja, v katerem se nahajajo tudi katoliške družine danes, zamislila tudi v vzroke, ki so do takega stanja pripeljali, zlasti na tiste vzroke, ki je k njim prispevala sama pastoralna praksa cerkve v zadnjih desetletjih. Morda jih je kaj. Želeti bi si bilo posinodalno spodbudo, ki bi priznala, da pastoralni permisivizem, ki se je razmahnil v cerkvi v času po drugem Vatikanskem koncilu, ni obrodil želenih sadov. Nasprotno, obrodil je razpad družin in posvečenega življenja, ki smo mu sedaj priča. Kar tu imenujem pastoralni permisivizem, je težnja, da bi se standardi in zahteve cerkve nižali, zato da bi se ljudje pa čutili bolj sprejete in vključene in da bi zato preprosto raje hodili v cerkev in dolgoročno raje sledili njenim naukom. Temu v Ameriki se je razvil izraz Church of Nice, ne, tako prijetna cerkev, prikupna. Ta permisivizem, ki se je razrastel v cerkvi usporedno z razmahom permisivne vzgoje v širši družbi, se je pač izkazal za deficitarnega. To lahko vsak pedagog, ki malce sledi dogajanju v pedagogiki, pove. Ne poraja drugega kot razvajenost in vse hujše odstopanje od standardov. Semenišča in cerkvene klopi so vse bolj prazne. Vse več zakonih prevladuje kontraceptivna in abortivna miselnost. Vse več zakonov se konča z ločitvijo, še bi lahko naštevali. To so dejstva, ki jih poznamo. Želeti bi si bilo torej posinodalno spodbudo, ki bi katoliško cerkev prebudila iz dremeža permisivne pastorale in teologije iz 60-ih let, zastarele, in bi s prenovljeno pastirsko skrbjo pozvala vse odgovorne nazaj k pastoralni in teološki zahtevnosti in z njo povezani aktivnosti, ker če si zahteven, imaš biti tudi aktiven, če si permisiven, pa lahko ležiš na kavču in otroci delajo, kar hočejo. Ne? To vemo iz prakse in isto velja tudi za pastoralne delavce. Ne? Najlažje biti permisiven. Najlažje biti permisiven, najbolj enostavno, najbolj komod. Se pravi, povratek te pastoralne teološke zahtevnosti, ki edina lahko obrne žalostne trende in začne ponovno porajati pozitivne sadove. Časa žal več ni veliko. Islam svojo demografsko premočjo, že samo, če vzamemo demografsko premoč, trka na katoliška in evropska vrata s srhljivo nedvoumnimi nameni. Pariz. Če ne bo cerkev v kratkem ne le znova jasno oznanila nauk o družini, ljudi pozvala k heteroseksualnosti in zakonce k zvestobi, kar je minimum, ne? Ampak tudi od njih zahtevala več junaški pristop k starševstvu, v katerem imeti 5 otrok bi za katolika morala biti spodnja meja rodnosti. Se nam pa slabo piše in lahko kar začenjamo pripravljati svoje vratove
za mučeništvo pod mečem džihadističnega rablja. Hvala lepa. Dober večer vsem skupaj. Naj povem na začetku, da se pretežno ukvarjam z ugotavljanjem ničnosti zakona. Približno 13 let, večkrat na teden srečujem pare, ki se mi podaril zakon in potem ugotavljamo po dolgih pogovorih, ali zakon veljaven ali ne, in imam na tem področju veliko izkušenj. Pa se ne bom ustavljal pri teh izkušnjah v tem prvem delu, razen pri eni, ki se mi je zgodila v preteklem tednu, ko je prišel na pogovor glede ničnosti zakona starejši mož, star 70 let, ločen, po cerkveni poroki in civilno ponovno poročen, že več desetletij, pravi, da živi v srečni zvezi, da je prehodil dolgo pot spreobrnenja in poglabljanja vere. Zelo aktivno sodeluje v župnijskem življenju, zelo ga boli, da ne more prejemati obhajila. Vložil je prošnjo za začetek postopka za ugotovitev ničnosti zakonske zveze. S pričakovanjem spremljal sinodalno dogajanje in z upanjem, da se bo tudi zanj odprla možnost sprejemanja vseh zakramentov, še posebej v primeru, da bi njegova zakonska zveza na cerkvenem sodišču bila potrjena kot veljavna. Na koncu je poudaril, sprejel bom vsakršno oziroma kakršnokoli odločitev. Bog že ve, kaj je zame dobro in prav. Podobno smo mnogi verujoči in drugače misleči z zaupanjem spremljali sinodalno dogajanje, ki se nadaljuje sedaj v konkretnem življenju. Bog že ve, kaj je prav za cerkev in družino v tem zgodovinskem trenutku in bo dal sinodalnim očetom pravega navdiha, sem si mislil tudi sam. Sinoda je končana, škofje so iz izkušnje lastnih in delnih cerkva prišli do določenih spoznanj in predlogov, ki so jih posredovali papežu Frančišku. Želim izpostaviti nekatere pomembnejše točke sinodalnega dogajanja. Prva točka, prostorje dialoga in ozračje zaupanja. Papež je s svojim pristopom ustvaril ozračje dialoga in odprl razpravo, kjer so lahko udeleženci odkrito povedali svoje izkušnje in nakazali mogoče rešitve. V iskanju odgovorov, kako podpreti in omogočiti družinsko življenje, želi rimski škof najprej poslušati, slišati in razumeti, kako živi družina v danem zgodovinskem trenutku v različnih delih sveta. Ne boji se različnih mnenj. Prvič smo lahko sproti spremljali vsakodnevne razprave in slišali različne izkušnje in predloge, kako bi danes ustvarjali boljše pogoje za družine in za vse, ki se pripravljajo in odločajo za tovrsten način življenja v prihodnje. Na sinodi niso zmagali zagovorniki tradicionalizma, da mora ostati tako, kot je, kakor tudi ne tisti, ki bi po hitrem postopku spremenili cerkveni nauk in začeli bolezen zdraviti pri posledicah. Zmagala je potujoča cerkev, ki gre naprej, poudarja vatikanist Andrea Tornelli. Cerkev ni statična trdnjava, temveč živ organizem, ki vitalnost in mladost daje Božji duh sam. Duh veje, kjer hoče, in ne slišiš njegovega glasu in ne veš, od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakem, ki je rojen iz duha. Vrata so odprta, povabljeni smo, da verujoči drug drugega spoštovanjem poslušamo in skupaj s pastirji v prisluškovanju Božjemu duhu hodimo pot vere. Kaj nam govori duh? Cerkev je kot skupnost verujočih vedno v gibanju. Nove življenjske okoliščine in spremenjene družbene razmere pa zahtevajo vedno nov premislek. Zato tudi sinoda. Pri tem moramo preseči miselnost, kako bomo zavarovali svoje okope in prepričali druge, da imamo prav. V svobodi in poslušanju drugega moramo odpreti srce ter se po Jezusovem zgledu vedno znova spraševati, kaj Bog želi zame, zate in za nas vse, da uresničimo vsak v svojem življenju in v cerkvi. Druga točka, od kurative k preventivi. Sinodalno dogajanje kaže na nesporno in splošno sprejeto dejstvo, da je družina kljub slabim praksam in negativnim izkušnjam še vedno visok ideal večine ljudi, vključno z mladimi.
Škofje so se na sinodi strinjali, da je aktualna pastorala družine neučinkovita in nezadostna, zato je potrebno iskati nove načine, kako družinam stati ob strani in jih podpirati ter mladim vrednoto družine približati. Preseči je potrebno egoistično gledanje, kaj imam jaz od tega, in preiti k razmišljanju, kako lahko čim bolj uresničim ideal zakonske skupnosti moža in žene kot podoba zaveze med Bogom in človekom. S cerkveno poroko Bog vstopa v življenje zakoncev in njune družine. Pravzaprav gre, tako pravijo vzhodni kristjani, za tripartitno pogodbo med zaročencema in stvarnikom, ki postane njun zaveznik in varuh. Odločitev za poroko je stvar vere, ki danes v tako imenovanem razvitem krščanskem svetu peša. Posledično se mladi za krščanski zakon težko odločajo, v poroki ne vidijo smisla, v trajno zvestobo in ljubezen pomanjkanju zaupanja, v Božjo pomoč dvomijo in se do končne odločitve bojijo. V popolno in trajno ljubezen za vse življenje mnogi ne verjamejo, čeprav si jo v srcu želijo in po njej hrepenijo. Tretja točka, razločevanje in integracija. Sklepno sinodalno poročilo spregovori o skrbi, kot smo že slišali, za ločene in ponovno civilno poročene katoličane. Škofje poudarjajo, da je potrebno nameniti skrb tako za njihovo večjo integracijo v življenje cerkve, kakor tudi za njihovo spremljanje. Treba je razločevati primere in jih glede na njihov neenak izhodiščni položaj obravnavati različno. Temeljni poudarek je, da ločeni in ponovno poročeni niso izključeni in se tudi kot taki ne smejo počutiti. Sklicujoč se na papeža Janeza Pavla II. Familiaris Consortio 84 poročilo podaja nekatere možne kriterije za presojanje primerov ločenih in ponovno civilno poročenih pri njihovi polni integraciji v cerkveno občestvo. Primer, ali si zakonec po krivici, ali je po krivici ostal sam, ali si prizadeval za ohranitev zakona, kakšen ima odnos do sozakonca in otrok po ločitvi, prepričanje o ničnosti prve zakonske zveze, sprava in prizadevanje za spreobrnenje. Škofje o možnosti prejemanja zakramenta oziroma obhajila teh oseb niso izrecno govorili oziroma ga dopustili, temveč tu puščajo vrata odprta. Poudarjajo nujnost razločevanja posameznih primerov, kajti ločeni in ponovno civilno poročeni živijo različno življenje. Ne čudimo se tej odločitvi, cerkev namreč spoznava zgodovinsko in isti nauk v novih okoliščinah po božjem navdihu interpretira na nov način, kot je to v primeru, na primer, smrtne kazni. Če si preberete člen 2267, v prvi izdaji, netipični izdaji iz leta 92, je drugačna formulacija smrtne kazni in odobravanja cerkve, kakor v tipični izdaji iz leta 97. Tukaj se vidi zgodovinsko spoznanje oziroma spoznavanje cerkve. Četrta točka, poenostavitev postopkov za ugotavljanje ničnosti cerkvenega zakona. V času sinodalnega dogajanja je papež Frančišek objavil apostolsko pismo v obliki motu propria Gospod Jezus blagi sodnik, s katerim je poenostavil nekatere postopke ugotavljanja ničnosti zakonske zveze. S tem v zvezi želim omeniti nesporazume in novosti glede tega dokumenta, glede na to, da je bilo v javnosti tudi pri nas veliko netočnosti. Najprej nesporazumi, cerkveni nauk glede enosti in nerazveznosti zakona ostaja enak. Ničnosti odslej ne bo mogoče doseči lažje, v smislu ohlapnejših zakonov, temveč hitreje. Papež ne uvaja novih ničnostnih razlogov, temveč naroča,
da je pri presojanju potrebno upoštevati spremenjene družbene okoliščine, ki imajo za posledico, na primer, pomanjkanje vere. Kriteriji za ničnost oziroma za veljavnost ostajajo enako visoki, za razglasitev ničnosti je še vedno potrebna moralna gotovost sodnika. Čeprav bo odslej praviloma dovolj prvostopenjska sodba, druga stopnja ni ukinjena. Pravica do pritožbe kot temeljna človekova pravica ostaja. Niti ne ukinja plačila postopka, temveč svetuje, naj bo, vkolikor je možno, brezplačen. Kot novosti se v primeru popolne gotovosti o ničnosti uvaja kratek proces ugotavljanja ničnosti pred škofom ter pomoč strankam na terenu, kjer se lahko informirajo o možnosti postopkov. V sodnem senatu 3 sodnikov sta odslej lahko 2 laika, do sedaj bil lahko 1, v nekaterih zelo jasnih primerih pa je ob sodelovanju obeh strank dovolj ena sama priča. 5. točka. Gremo v prihodnost z zaupanjem in z vero. Zdi se, da živimo v vseh ozirih, tako kot beremo v dnevni Božji besedi, v teh dneh ob koncu cerkvenega leta, v apokaliptičnih časih, ko se majajo ne samo družinske vezi, temveč temelji sveta. Nič več ni gotovo, razlogov za strah pa zelo veliko. Prav Božja beseda nas opogumlja, naj prepoznavamo skušnjave in pasti, ki nas želijo spreti, razdreti cerkveno občestvo, verujočih, ter nas ustaviti v razmišljanju in v ravnanju. Cerkev je občestvo, ki je na poti do popolnega uresničenja. Dvignimo glave, kajti naše odrešenje se približuje, bomo brali v Evangeliju. Člani cerkvenega občestva papeževe odločitve ne bomo čakali kot nemi in pasivni gledalci na tribunah, temveč smo dejavni sodelavci pri udejanjanju Božjega kraljestva, ki je že med nami. Smo pripravljeni sprejeti ta izziv in njegovo pobudo ter slediti navdihom duha? Odločitev je moja in tvoja. Hvala lepa. Bog vas živi, dober večer. Pozdravljam vas tudi v imenu babice mojih vnukov, ki ni nocoj z menoj, bi pa ponovadi rada bila, tako da je rekla, da moram imeti kravato. Ker če je ona zraven, je nekaj lepega zraven, če pa sem še jaz brez kravate, kako pa to zgleda? Ne? Torej, sprašujem se o tem vprašanju, kakšno je moje srce. Kje je moje srce in kje si ti, Gospod? Pred 35 leti sem na tem odru zapel eno pesem, ki je nastala takrat v kontekstu tistega, kaj je bilo takrat izobraževanje za odrasle, ali kako, teološki tečaj menda, ne? Takrat je nastala pesem, kaj čakaš, prijatelj, zakaj ne greš odpret? Nekdo je pred vrati, ki trka vrsto let. Pred vrati mojega in tvojega srca stoji Gospod in trka. Pred vrati mojega in tvojega vesolja. Moje srce je moje vesolje, vaše srce je vaše vesolje. V njem je nešteto galaksij spominov, vtisov, občutkov, ran, bolečin, vsega tega, vse to nosimo s seboj. In Gospod stoji pred vrati in trka in sprašuje, a me vabiš v ta trenutek, v to bolečino, v to misel, v ta strah, v to skušnjavo. In seveda, tako kot je rekel na koncu Gospod, saj je, a ne? Mi dva sva na potezi, mi smo na potezi, da izberemo in se odločimo. Res je, z ženo sva bila letos na tem čudovitem dogodku, 8. svetovnem srečanju družin v Filadelfiji. Bilo je nepopisno. Lahko, ne vem, uporabim 1000 besed, pa je težko povedati, kako je to, če sediš v dvorani z 15-17 tisoč brati in sestrami iz celega sveta, poslušaš nagovor kakšnega kardinala ali kakšnega zelo, zelo predanega in iskrenega in Boga boječega moža ali žene ali para, in to te ne more pustiti kar tako.
ravnodušnega. Ne? To te zaznamuje. Najo je to zelo zaznamovalo. Ne? Še posebej lahko rečem, da so najo zaznamovale te misli, ki so jih izrekli mnogi govorniki. Prvi med njimi, naprimer, je bil škof Robert Barron, pravijo mu hollywoodski škof, pred kratkim je postal pomožni škof v Los Angelesu in on je tisti, če kaj sledite po netu, njegova spletna stran nosi naslov wordonfire.org. Ima tudi ta, bi se reklo, razne predavanja, razne razmišljanja in tako naprej, tako da se splača njega poslušati. Je res čudovit mož, zelo dober mož. In on nas je najprej nagovoril s tem, k čemur se vračajo vsi zadnji papeži. Vračajo se k tistemu, kar je skoraj za naslovno temo svojega velikega dela v teologiji telesa dal sveti Janez Pavel II, ko je rekel, Jezusove besede uporabil, v začetku pa ni bilo tako. Zato se vsi ti gospodje, ki zadeve nekje poskušajo do dna na nek način prepoznavati, vračajo k tistemu, v začetku pa ni bilo tako. Kako pa je bilo v začetku? V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. In papež Frančišek, ki je zdaj prežet ne samo z družino, ampak tudi s tem skrbjo za to našo zemljo, za to naše okolje, nam je tako ljubeznivo spregovoril tam v Filadelfiji, je rekel, a veste, pravi, Bog je vso ljubezen, ki jo je imel v sebi in on sam je ljubezen, prekipevajoča ljubezen. Vse to je izlil v stvarstvo. Zakaj pravi? Zato, da je za človeka, ki ga je na koncu ustvaril kot krono stvarstva, naredil in pripravil prostor za bivanje. Prav človeka ni dal na vrh gore ali nekam v puščavo ali nekam na samoten otok. Kam ga je postavil? Pravi, v edenski vrt. In če premišljujemo o vrtu, pravi, premišljujemo o tem, da kako tenkočutno znamo obdelovati vrt, kako smo prijazni do vrta, kako ga na vse mogoče načine rihtamo, gredice in tako naprej, zaradi tega, ker pričakujemo od tega vrta, v katerega smo toliko vložili, pričakujemo sadove. Pravi, cela naša zemlja je vrt, mi se pa vedemo tako brezbrižno. In pravi, Bog nam je vse to z veliko ljubezni podaril. In potem se zopet vrača na Adama pa Evo, pa pravi, ker Adam pa Eva, ta simbolična zgodba, bi se lahko reklo, je zgodba vsakogar izmed nas. Zgodba moje žene in mene, je zgodba vseh nas, vsi mi na nek način se najdemo v teh odtenkih tega njunega življenja. Tudi v svojem odnosu do Boga se najdemo v Adamu in Evi. In pravi, kako sta pač skoraj zapravila to čudovito ljubezen, ki jo je Bog dal družini, ki jo je Bog dal njima. Pravi, in družina je le toliko družina, kolikor je sposobna sprejeti to Božjo ljubezen. In tu je eno tako veliko trkanje na vrata mojega in tvojega srca. Ali sva mi dva sposobna sprejeti to veliko Božjo ljubezen? Ali sploh veva, se sploh zavedava, kakšna je ta Božja ljubezen? A veste, o tem so govorili tudi drugi govorniki, naprimer pastor Rick Warren, pri nas ga poznamo po tisti knjigi, ki ste jo mogoče mnogi prebrali, Življenje z namenom. In pastor Rick Warren, razumete, najvišji cerkveni dogodek katoliške cerkve na svetu v tem času je bil to. Ko je prišel papež, je bilo 1,5 milijona ljudi zbranih. Tiste 4-5 dni, ko je bil pa kongres, nas je bilo pa 17 000 iz 110 držav sveta. In tam nam je spregovoril en protestantski pastor, pa je rekel, veste kaj, največji problem, ki ga imamo, je ta, da ne razumemo dovolj ljubezni, ki jo ima Bog do nas. Da si nikakor ne moramo zamisliti, da bi mi lahko Bogu preprečili, da bi nas imel rad. Ne moramo, z ničemer ne moramo Bogu preprečiti, da bi nas imel rad. Bog nas tako zelo ljubi, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In potem jaz malo
bi se reklo, pač malo citiram enega, drugega, tretjega, ker je bilo teh veliko, sem hotel na začetku reči, da je bila celotno to dogajanje v Filadelfiji je bila neke vrste, jaz sem tako razumel, mešanica teologije telesa, papeževe skrbi, Frančiškove za družino, za okolje in tako naprej. Vsega je bilo v obilju, tako bi rekel, res nabito, polno ene božje ljubezni. A ne? In vmes mi prihaja na misel kardinal Luis Antonio Tagle iz Filipinov, filipinski kardinal iz Manile. Ta je čudovit mož, mlad mož, pravijo, da bi lahko bil še kdaj kakšen papež, ne? Tako nekako se govori. In ta je govoril pa o tem, da je vsaka naša družina dom ranjenih src. Pravi, ni ga človeka, ki ne bi bil ranjen. In vsaka rana boli. In ko je nekdo ranjen ob meni, v moji družini, tudi mene boli. A veste, a ne? Ne more biti nekdo ranjen v moji družini, pa da mene ne bi bolelo. Ne more. A ne? In k temu seveda nas je potem vabil in je rekel, pravi, poglejte, Bog je človeka res tako ljubil, da je dal svojega sina Jezusa Kristusa, ki je umrl za nas in pravi, Jezus ne zdravi le površinsko, veste, tako kar povrh nekaj, ne? Ampak Jezus nas zdravi lahko v globine, prav v globine, ker nas razume, ker je bil tudi sam ranjen, ker je on ranjeni zdravilec, po katerem lahko tudi mi doživimo ozdravljenje, ker je on izkusil zapuščenost, je izkusil zavrženost, je izkusil preganjanje, mučenje, trpinčenje, krivične obsodbe, izdajstvo prijatelja. Vse to je izkusil Jezus Kristus, naš odrešenik, na sebi. Zato je naš ranjeni zdravilec. Zato pravimo, da smo po njegovih ranah vsi ozdravljeni. Vendar pravi vprašanje pa je, ali se pustimo ljubiti? Ali dovolim Bogu, da me ljubi? Ali dovolim Bogu, da me stisne k sebi v svoje naročje? To so taka težka, mene so zadela ta vprašanja. Jaz, ki sem stvar, jaz sem ustvarjeno bitje, kakšen paradoks. In jaz lahko mojemu stvarniku vesolja, hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti sem lahko danes tukaj, lahko danes gledam z očmi in vidim, po tvoji dobroti je vse, kar je, biva in kar mi daješ, vse je tvoj dar. In jaz lahko tebi rečem, Gospod, jaz ti ne dovolim, da ti mene zdraviš. Ti ne dovolim, da ti vodiš moje misli, besede in dejanja. Ti ne dovolim, da vstopaš v moj trenutek, v tole mojo bolečino in stisko in problem. Jaz sam ga bom rešil, sem sebi zadost. Halo? Kakšen napuh. A ne? In zato nas Jezus tolikokrat spodbuja, da če ne bomo kakor otroci, ne bomo videli Božjega kraljestva. Glejte, je pripovedoval Rick Warren eno zgodbo, to vam še moram povedati, mi je bilo tako všeč. Pa še snoč sem pa gledal Green Mile, a je še kdo drug gledal? Zelena milja. Mogoče poznate ta film, ne? In me je spet na to spomnilo. Pravi Rick Warren, da je bil povabljen nekam v eno veliko kaznilnico, kjer je bilo menda 5000 zapornikov. In veste, kaj je to, če je 5000 zapornikov, kdo bo pa poslušal enega pastorja tam? Pa daj na mir, bodi tiho, tralala, so kričali, verjetno odkričali, pravi, se ni bilo niti šans, da bi jaz kaj povedal. Pravi, in sem prosil Svetega Duha v molitvi, Gospod, zdaj mi pa dej, zdaj pa na vrst, zdaj pa povej, kaj ne naredim, ne? In mi je bilo rečeno, vzemi iz žepa $50, pa je zdaj iz žepa $50 pomahal, kdo hoče $50 bankovec? Jaz, roke gor. Prav pa sem ga zmečkal še bolj, pa spet pomahal z njim, kdo hoče $50 bankovec? Jaz, vsi roke gor. Prav pa sem ga pa še popluvil, pa vrgel na tla, pa pohodil, pa tako naprej, pa spet pobral, pa spet dvignil, kdo hoče $50 bankovec? Jaz. Pa je bila tišina. Pravi, takrat sem jim pa povedal, ta $50 bankovec si ti, vsak izmed vas.
Vsi vi ste bili pohojeni, poteptani, zlorabljeni, zapostavljeni, nesprijeti, zavrženi, neljubljeni. Vsi vi ste to doživeli. To ste doživeli, kar je doživel ta bankovec. Ampak pravi, v Božjih očeh ni nihče izmed vas zgubil niti centa vrednosti. Pa pravi, veste zakaj? Zaradi tega, ker Bog ne gleda na to, kaj vi delate, kaj si vi zaslužite, kako ste vi brihtni, pa pametni, pa dobri, pa uslužni, pa fantastični, pa lepi, pa zdravi, pa dobri in vem kaj. Ampak Bog gleda na svojega sina in skozi daritev svojega sina na križu. Pravi, pa so imeli lekcijo. Kako je mene to zadelo? In kako me še vedno zadeva? Kdo sem pa jaz? Kdo sem pa jaz, en revež? In kaj pa imam, česar nisem prejel? Kaj pa imam, česar nisem prejel? In kakšen sem pa gospodar in skrbnik vseh teh darov, ki mi jih Bog daje? Dar časa, dar talentov in dar imetja ali premoženja ali materialnih dobrin. Vse to vsak dan prejemam. In Gospod me bo vprašal, kakšen si bil pa ti skrbnik za vse to, kar sem ti dal. No in kar zadeva sinodo, jaz bi rekel samo to, da me je zelo, zelo razveselilo to, ko sem slišal, da se je vendarle zgodil en zanimiv premik. In ta premik, pravi nadškof Zore, je v tem, da je sinoda končno rekla, da družina ni več objekt evangelizacije, ampak subjekt evangelizacije. Se pravi, hierarhična cerkev ni več tista, ki bo nam zakoncem nalagala to in ono, drugo in tretje, kar bomo morali mi izpolnjevati, ampak je na nas, družinah, da ostanemo in da zaživimo svojo vero. To je pa vprašanje, kako znamo vstati in zaživeti svojo vero. Kako znamo biti pričevalci Božjega dela v našem življenju. Kako znamo biti žive priče za Jezusa in za to, kaj On dela. Papež je vedno znova nas opozarjal, pravi, proslavljajte družine. Proslavljajte to, da ste poročeni, to lepoto, to resnico in to ljubezen, ki vam jo Bog daje. Proslavljajte, začnite govoriti svetu o tem, da je lepo biti poročen. Zakaj je meni lepo biti poročen? Zato, ker imam nekoga, ki me razume in me sprejema takšnega, kot sem. Zato, ker imam nekoga, ki mi vedno znova odpušča in vztraja z menoj v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju. Zato, ker imam nekoga, ki ga jaz lahko ljubim. Zakaj je bil Adam sam v raju, pa mu je bilo lepo, pa je bil z Bogom, pa je bil vendarle sam, pa je Bog rekel, ni dobro človeku samemu biti. Zato, ker ni imel nikogar, ki bi mu bil lahko podaril ljubezen. Kajti, če smo ustvarjeni po Božji podobi, smo ustvarjeni za občestvo, smo ustvarjeni za odnose. Odnosi, pa pravi papež, so pa živi. Odnosi niso mrtvi. In če so živi, jih moramo negovati vsak dan znova. Jaz se moram iz dneva v dan na novo odločati, sprejmem tebe in ti obljubim, da ti bom ostal zvest danes, v teh trenutkih, v stiskah, v bolečinah, v čemerkoli, v veselju in sreči. Jaz sem povabljen, da se za to odločam. In k temu nas danes kliče cerkev. In nadškof Zore pravi, da seveda se bo moral res ta premik zgoditi, premik iz objekta v subjekt, verjetno v marsikom, v glavah tudi hierarhične cerkve in v glavah vseh nas. Mi bomo morali začeti prevzemati odgovornost za to, kako spremljamo mlade na poti k poroki. Kako spremljamo mlade, ki so poročeni, kakšne nasvete jim dajemo mi, kakšen zgled dajeva midva najnim otrokom in najnim vnukom. Res prevzeti tako odgovornost. In k temu smo povabljeni in pri nas, recimo pri družini in življenju, pač
To poskušamo uresničevati res preko zakonskih skupin, preko vikend seminarjev za zakonce. Usposabljamo voditeljske pare zato, da bi bili pari, ki bodo se zavedali, da jih je Gospod poklical in jim pokazal pot, ki jo lahko tudi oni kažejo drugim še naprej. Da ne bi bilo toliko nevednosti. A veste, je bilo mogoče velikokrat že izpostavljeno, da nevednost botruje tragedijam. In marsikdaj res nevednost botruje tragedijam. Sploh pa nevednost v slovenskem narodu, kar zadeva temelje naše vere. Koliko je tu še manevrskega prostora za vse, ki se hočemo učiti. Pa naj nas pri tem spremlja res Gospod, ki stoji na vratih naših src. Hvala lepa, Bog vas živi.